Torej, sladkorno diagnozo so mi postavili decembra 1999 leta, se pravi pri 13 pa pol. Diagnozo so mi postavili konec 2. razreda osnovne šole, ko sem bil star 7 let. Sladkorno bolezen so mi diagnosticirali pred dobrimi 5 leti in sicer par dni potem, ko sem bila prvič razglašena za najboljšo atletinjo leta med pionirkami. Diagnozo sem mi postavili leta 2010, to je bilo enkrat v začetku julija. Takrat sem bil v bistvu 15 let star in takrat je bil zame to kar en tak šok. Ena anekdota, ki sem jo sicer že povedala, je ta, da sem pozabila črpalko, pa šla na koncert iz Ljubljane v Maribor. Hvala prijateljem, ki so me takrat rešili. Dan jim je takrat pripeljal pen, tako da sem si pol namesto pumpe dajala s penom inzulin in prišla domov s cukrovosom. Ja, omenil bi, da sem spoznal veliko novih ljudi zaradi tega in tudi eno zelo dobro prijateljico, s katero smo še danes v zelo tesnih stikih. Mogoče mi najbolj v spominu ostal tisti začetek. Par mesecev po diagnozi sem imela prve tekme v tujini in takrat se spomnim, da smo bili orang založeni sam s hrano, ko smo šli v tujino, da smo imeli res vse poštimano, od zajtrkov do malic, do kosil, da slučajno ni prišlo do kakšne katastrofe, če lahko temu tako rečemo. Težko, da bi izpostavil neko posebno izkušnjo, ampak vseeno mi je sladkorna bolezen dala en zagon, eno energijo v športu in tudi nikoli nisem trdil, da bi me sladkorna bolezen kdaj ovirala pri športu. Tako da v tem smislu mi je mogoče celo kaj dala. In šport mi je pa po drugi strani dal praktično vse, kar danes imam. V bistvu svoji najboljši prijatelji so zdajšnji ali pa bivši klubski reprezentančni kolegi. Ogromno sem se naučil skozi šport in na svojih lastnih napakah. Kaj pa vem, da bi nekaj prav tazga izpostavil, ne, ampak definitivno pa ne bi bil tukaj, kjer sem trenutno, če ne bi imel sladkorne bolezni. Težko opišem v bistvu, ker jaz sem začela še prav s tistimi klasičnimi brizgami. V črpalkah še ni bilo niti govora, kaj šele, da bi sanjali o kakršnihkoli senzorjih. To je bila znanstvena fantastika in če gledam, kje smo danes, mislim, kaj vse je še mogoče sploh. Jaz bi omenil dva mejnika in sicer prvi je bil, ko sem dobil inzulinsko črpalko, to je bilo po 1 letu sladkorne bolezni, prej sem imel namreč pene. Drugo bi pa omenil, ko sem dobil najnovejšo inzulinsko črpalko, s katero je obvladovanje sladkorne bolezni še veliko lažje. Ja, meni se zdi, da razlika med tistimi začetki pa mogoče zdaj, da je kar očitna, predvsem v tej kakovosti življenja. Včasih vsakodnevno špikanje pa iniciranje inzulina z temi inzulinskimi peni. Danes pa v bistvu z uporabo senzorjev pa inzulinske črpalke se mi zdi, da je življenje veliko bolj preprosto in da ni sladkorna bolezen ta, ki mi tempira dan. Jaz osebno sem imel v bistvu srečo, da sem se že ob sami diagnozi ukvarjal s športom, tako da sem že po 1 letu v bistvu od diagnoze dobil inzulinsko črpalko, ampak sama inzulinska črpalka zame ni pomenila enega večjega preskoka. Mogoče ti pusti malo manj reda, ampak zame osebno je bil največji preskok, predvsem na športni ravni, je bil senzor. Kaj mi je inzulin? Preprosto preživetje. Za mene inzulin ne pomeni nič drugega kot medicinski pripomoček, kot neko orodje, s pomočjo katerega uravnavam svojo sladkorno bolezen in s pomočjo katerega živim čisto normalno življenje. Ja, mislim, da bi inzulina naredila krivico, če ne bi rekla, da mi v bistvu danes omogoča življenje. Težko se postavim v kožo za 100 let nazaj, ampak ne vem, če bi bila živa oziroma če bi doživela teh 20 let brez inzulina. Ja, jaz osebno si kar težko predstavljam v bistvu življenje brez inzulina. Za nas diabetike je to nekaj takega, kisik ali pa voda. Zjokati se, sprejeti,
pogumno naprej, pa malo improvizirati. Svetoval bi mu, naj se čim bolj informira, najprej o sladkorni bolezni, nato pa o sami prehrani, se pravi, da se nauči štetje ogljikovih hidratov in ko bo enkrat to usvojil, potem bo življenje čisto nemoteno. Ja, v bistvu sladkorna bolezen je samo ena ovira, ki jo treba preskočiti, no, se s tem sprijazniti in jo vzeti za del sebe, še vseeno moraš postati motiviran, vztrajen, delaven, da vseeno kljub sladkorni bolezni, da uresničiš vse svoje sanje in pa cilje. Jaz, če bi mogel sam v sebi dajati na svet, pred 12 leti bi rekel, naj me ne bo strah, da naj verjamem vase, naj se držim enega reda, ene discipline in vztrajam, ker slej ko prej se ti ves ta trud, vse to trdo delo, ko ga vložiš, se ti začne obrestovati.